Če imaš spletno stran, pa nimaš konverzije na njej oziroma ni tvoj najboljši asistent in prodajalec, potem je mogoče eden izmed problemov to, da nimaš dovolj obiska. In seveda, če nimaš dovolj obiska, tudi ne moreš imeti visoke konverzije oziroma ne moreš imeti veliko stran. Zato ti danes delim s tabo 5 virov prometa, ki jih mogoče še ne uporabljaš in lahko redno ti prinašajo potencialne stranke, brez tega, da skozi objavljaš na družabnih omrežjih. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Tako, pa najprej pogledamo, kaj so v bistvu te osnove. Zdaj, verjetno že poznaš, da vsi imamo v občinstvo 3 različno ogreto občinstva. In sicer eno so tisti hladni skeptiki, ki še nas ne poznajo oziroma prvič slišijo za nas. Drugo so tako mlačno občinstvo, ki so že v bistvu mogoče nas spremljajo, mogoče berejo naše novičke, nas že poznajo, mogoče so že kaj kupili in tako naprej. In tretja sklop oziroma vrsta občinstva, če temu tako rečemo, pa je vroče občinstvo. To je tisti, ki so naše redne stranke, ki bolj ali manj kupijo vse, kar damo na trg. Oziroma vedno kupijo karkoli je na voljo. In zdaj, če pride nekdo, ki je hladen skeptik, kaj to pomeni? To pomeni, da nas še ne pozna in ker je na trgu res toliko ponudnikov za vsako zadevo, smo tudi mi verjetno kot potrošniki malo kar skeptični, komu verjamemo, komu ne verjamemo, sploh ker še veliko umetne inteligence in ne vemo sploh, ali je to res ali ne, ali deluje ali ne. In seveda smo lahko še bolj skeptični, če vidimo nekoga ali pa neko rešitev, ki še je ne poznamo, oziroma nekega ponudnika, ki šele ga prvič vidimo. In je čisto normalno, da v bistvu, če ta hladen skeptik pride na našo spletno stran in ga mi ne obdržimo na naši spletni strani, potem pa ta spletno stran zapusti, se verjetnost, da se bo vrnil in postal stranka, zelo zmanjša. Zato je v bistvu zelo pomembno, da ko nekdo pride na našo spletno stran, da ga ujamemo oziroma da mu damo takšno ponudbo, ki se bo nemogoče upreti. In idealno je, da če pri tej ponudbi nima nobenega tveganja in ima super rezultate, se lahko hitro zgradi tudi zaupanje. Zdaj si samo predstavljaj, da recimo ti iščeš rešitev za nek svoj problem in prideš na eno spletno stran, kjer ti obljubljajo točno to rešitev, ampak ker ti tega ne poznaš, si mogoče skeptičen oziroma skeptična, kako pa kaj, pa če je mogoče neka investicija malo višja ali pa srednja, ne veš, ali greš še naprej raziskovati ali pa tako naprej. Zdaj pa si predstavljaj, da prideš na to spletno stran in ti tam ponudijo neki prvi košček ali pa prvi korak do te rešitve popolnoma brezplačne. Se pravi, ti se ne rabiš ničesar zavezati, samo da daš v bistvu recimo svoj mail, kamor ti pošljejo to delno rešitev popolnoma brezplačno. In potem ti to delno rešitev prejmeš, dobiš totalno novo perspektivo oziroma dobiš točno to rešitev, ki je bila obljubljena. Kaj se zgodi? Zaupanje se takoj dvigne oziroma pride do zaupanja, kar pomeni, da seveda, če želimo imeti tudi nakup, moramo imeti tudi zaupanje. In se veliko hitreje v tem primeru tudi odločimo za naslednji korak. In ravno to je v bistvu poanta, torej nas podjetnikov pa podjetnic oziroma vseh, ki imamo spletno stran za svoj biznis, da torej ujamemo te svoje idealne stranke, kot tiste hladne skeptike, kot vroče, kot srednje ogreto, že ob prvem obisku na naši spletni strani. In to lahko naredimo z brezplačnikom. In kdorkoli pomisli, ampak joj Maja, saj to več ne deluje, seveda deluje. Če je narejen strateško, premišljeno in naravno vodi do naslednjega koraka.
Zato, če ne želiš ugibati, kako to narediti, katere maile napisati, kako narediti lijak, ki bo tudi zraven prodajal, ampak tisto nevsiljivo, naravno in dal veliko vrednosti in tako naprej, potem bom spodaj pod tem videom pustila link do programa, to je mini program za 37 €, res simbolična cena, kjer dobiš točno sistem, kako narediti brezplačnik, ki bo dejansko naredil. Jaz ga to imenujem kot darilo 2.0, torej napredni brezplačnik. To ni tisti, kjer rečejo, ne, saj narediš en PDF in potem tisto nima nobene veze v tvojem poslu oziroma nima nobenega efekta, ampak to je v bistvu napredni brezplačnik, ki vodi svežega, hladnega skeptika do stranke. In narejen je zelo strateško, zato te vodim, kako ga sploh oblikovati v stilu, kako narediti, postaviti strategijo, da bo naravno vodila do nakupa, brez kakršnekoli manipulacije, dala veliko vrednost, navdušila stranko, zgradila zaupanje in tako naprej, katere maile poslati, kako postaviti lijak, kaj napisati na posamezno stran, vse to dobiš v tem paketku, ja, za 37 simboličnih evrov, in link dobiš spodaj pod tem videom. In ravno zadnjič je ena moja čudovita stranka mi je napisala en taki čudovit mail, pa mi je napisala, da je bil ravno vikend in da je imela nekaj prostega časa, pa da je želela pogledati tale tečajček, ne, samo toliko informativno, da ve, kaj jo potem čaka. In potem je tako zelo noter padla, da se je takoj lotila, da je šla takoj v akcijo in v ponedeljek zjutraj mi je že poslala celotno vsebino za njen brezplačnik na mail. In meni je bilo to, yes, to je to, ko gremo v akcijo, ker lahko to naredimo, ne, tukaj pa je najlepše, da ko to enkrat postavimo, ta lijak, ta brezplačnik, nam bo deloval pač skozi, ne. To ni nekaj, kar postavimo za en teden ali pa za enkrat, ampak nam deluje kakorkoli pač, dokler ga ne umaknemo, ne. Tako da je v bistvu to ena taka čudovita zadeva in prav ful sem bila vesela, ko dobim takšne feedbacke, da grejo podjetniki pa podjetnice v akcijo in takoj zgradijo en sistem, ki jim potem redno prinaša stranke. In seveda, ko imamo takšen sistem postavljen na spletni strani, naslednji korak je, da poskrbimo, da zdaj pa šibamo promet na našo spletno stran, ker bo v tem primeru naša spletna stran tudi bolj učinkovita, ne? In mogoče zaprašanje, Maja, ampak kako pa jaz naj zdaj, kateri promet, katere vire, kako naj dobimo obiskovalce na spletno stran, pa poglejmo 5 načinov, kako lahko to narediš, brez da moraš vsak dan redno objavljati na družabnih omrežjih. Družabna omrežja, ne me narobe razumeti, so fantastična in seveda se jih splača izkoristiti, da pridemo pred novo občinstvo in tako naprej, ampak je pa zelo nevarno, če vse v našem poslu stavimo samo na družabna omrežja, ker se kadarkoli lahko spremeni algoritem, lahko se spremenijo kakšna pravila, lahko izgubimo dostop, recimo, če nam kdo udre, in smo lahko takoj na nuli, pri pridobivanju strank, kar je pa za posel, za dolgoročno zelo nevarno, tako da da bi vse stavili samo to, nikoli ne priporočam. Pa poglejmo, kaj je 5 virov, torej kaj lahko narediš, da prideš do večje obiskanosti spletne strani. Prvo kot prvo bi rekla SEO. Torej SEO je še vedno, kljub temu, da je veliko umetne inteligence in vsega, je še vedno zelo pomemben. Tako da je zelo pomembno, oziroma to je v bistvu torej optimizacija spletne strani za iskalnike in hkrati tudi za robotke, ki so v ozadju umetne inteligence. Tudi oni morajo dobiti podatke in SEO v bistvu poskrbi tudi za to, da dobijo jasno sliko, kje je, kaj in tako naprej. Torej, da znajo prebrati našo spletno stran, kaj je pomembno in kako, in potem priporoča naprej. In bolj, kot je naša spletna stran optimizirana, višje se bodo zadetki torej pojavljali na Google više, kar pomeni, da bomo prišli pred več obiskovalcev že na Google, ker više kot na Google, če že pogledamo čisto pri sebi, če greš na Google in nekaj iščeš, verjetno pogledaš prvih nekaj zadetkov, druge več niti ne gledaš. In zdaj, če je naša spletna stran med prvimi zadetki, potem organsko, to pomeni, da ne rabimo nič delati in nič plačevati, dobimo obiskovalce na našo spletno stran. Tako da prvi kanal, vir, definitivno je SEO, je pa zelo pomembno tukaj paziti na to, da je to nekaj, kar se dela
na dolgi rok, oziroma rezultati niso običajno vidni čisto čez noč, lahko so tudi, če se res fokusiramo in tako naprej, ne ravno čez noč, ampak zelo hitro se vidijo rezultati, ampak to je v bistvu bolj kot maraton. Definitivno pa se splača, ker ko enkrat to naredimo, potem dobivamo lahko obiske za spletno stran res zelo na dolgi rok. Jaz recimo se spomnim, da sem en blog, še takrat sem pisala blog, objavila, zdaj pa ne vem koliko, enih 5-6 let nazaj, in še vedno mi je tako fascinantno, da je to eden izmed najbolj branih oziroma obiskanih vsebin. Tako da si predstavljaš, naredila sem ga enkrat, pa obiskovalce dobivam še do danes. In vsakeč, ko dodam novo vsebino, to je en novi košček v mojem biznisu, ki deluje, ki nima življenjske dobe, razen če ga jaz seveda se odločim, pa odstranim. Potem pa ja. Drugi vir je vsebinski marketing. Vsebinski marketing, kaj mislim pri tem? Pri tem je zelo pomembno, da torej redno objavljamo neke vsebine na naši spletni strani. To je lahko blog, to je lahko podcast, to so lahko kakšna orodja oziroma nekaj, kar damo znak, da je naša stran živa, oziroma da sploh obiskovalci imajo nek razlog, da pridejo na našo spletno stran. Ker večkrat, ko obiščejo našo spletno stran, bo se zgradi zaupanje in vse ostalo in seveda hitreje potem pridejo tudi do tega, da naredijo naslednji korak. Tako da definitivno to potem je zelo super, če imamo poskrbljeno tudi za email marketing. Email marketing je še vedno zelo močno orodje, ki se ga splača uporabljati in kaj je fajn pri tem, da v bistvu smo mi lastniki, da ni lastniki te baze, da ni vezano na algoritme, da nismo odvisni od meta platform in tako naprej, ampak je res v naši bazi in to je v bistvu direkten dostop do naših potencialnih strank. Potem seveda lahko izkoristimo tudi kakšne partnerjeve e-mail baze v stilu, da recimo naš partner nas predstavi ali pa deli s svojim občinstvom naše darilo 2.0 ali kaj takšnega, in mi recimo njegovo. Tukaj je seveda pri takšnih sodelovanjih zelo pomembno, da ne gre za konkurente, ampak gre za komplementarne zadeve, ker s tem v bistvu so vsi vpleteni zmagovalci. Mi pridemo pred novo občinstvo, naš promo partner pride pred novo občinstvo, ker pač oba deliva drug drugemu, in pa na drugi strani naše stranke dobijo več vrednosti, ker gre za nekaj komplementarnega. Tako da to je recimo tudi lahko paše v vsebinski marketing in seveda, kaj bi še tudi lahko rekla, je pa zahvalne strani. Na zahvalnih stranih ali nam nekdo pošlje sporočilo, pa dobi zahvalno stran, ali se nekam prijavi in dobi zahvalno stran, ali je to stran tista 404 za napako. Skratka, vse te strani lahko še dodatno izkoristimo, da naše obiskovalce, ki so že naredili neko akcijo, pozovemo ali delijo to vsebino recimo na družabnih omrežjih, recimo, če bi imeli kviz, pa dobijo nek zabavni rezultat, katera osebnost v tem kvizu so, potem mogoče bi bilo smiselno, da to bodo želeli deliti na Facebooku, ker je pač zabavno in s tem pridemo spet pred novo občinstvo. Ali pa seveda lahko rečemo oziroma jih pozovemo, da povabijo svoje prijatelje, in če recimo povabijo toliko pa toliko svojih prijateljev na to darilo ali karkoli pač smo pripravili, bomo se jim odklene dodatno darilo ali kaj takšnega. In spet lahko pridemo na avtopiloto, torej samo zgradimo ta sistem in potem pridemo pred novo občinstvo. Tretji vir, ki bi se ga želela dotakniti, je pa organski doseg na družabnih omrežjih oziroma engagement, če bi temu rekli kar v angleščini, ker nisem sigurna, da vem, kaj bi lahko bil to slovenski normalni izraz. Tako da se razume, gre za torej organske objave, pa to, da komentiramo, pa da smo prisotni. To pomeni organsko, da ne plačujemo oglasov za doseg, za sledilce in tako naprej, ampak da v bistvu organsko gradimo tudi prisotnost na družabnih omrežjih, ker seveda tudi to je pomembno, ker če smo coach, zdravilec, karkoli, kar delamo, mogoče direktno za strankami, je zelo pomembno, ker verjetno bodo te stranke nas mogoče malo preverile. Sploh, če imamo kakšne višje cenovne ponudbe, bodo preverile, in če potem vidijo nekaj čudnega na Instagramu ali pa na Facebooku,
se že zmanjša zaupanje in tako naprej. Ne? Če pa vidijo nekaj super, pa da smo prisotni, da ne vem, delimo svoje znanje, da nas lahko tudi tam spoznajo, se z nami povežejo, nam sledijo in tako naprej, pa se seveda zaupanje lahko zgradi. A ne? In zdaj torej, lahko spodbujamo v komentiranje. Fino je, da smo mi proaktivni, da gremo prvi v akcijo, da mi komentiramo na druge objave, na naše stranke, da odgovarjamo na komentarje, da če nam kdo pošilja zasebna sporočila, lahko tudi mi njim pošiljamo, da če nekdo recimo klikne follow na Instagramu, da mu mogoče pošljemo kakšno personalizirano sporočilce ali pa ga celo optimiziramo z ManyChatom, je zdaj že to možno. Tako da v bistvu je zelo veliko možnosti, kako lahko tudi tukaj naredimo. Ne? Lahko sodelujemo tudi z influencerji in tako naprej. Z ManyChatom si pa tudi lahko zdaj že pomagamo, zato da če nam nekdo sledi, mu lahko pošljemo mogoče direktno sporočilce, dobrodošlice, mogoče hvala, da nam sledi in ga povabimo, torej recimo na našo darilo 2.0, kot darilo za to, da nam je sledil, lahko pa imamo tudi kakšno posebno darilo samo za naše sledilce. Tako da tukaj je veliko možnosti, kako lahko v bistvu ta vir zelo dobro izkoristimo tudi zato, da pospešimo obiske na spletno stran, zraven tega seveda, da imamo link v bio, da večkrat omenimo v storijih, v objavah, našo spletno stran, pa ne v našo spletno stran, kot to je naša spletna stran, ampak recimo, da če objavimo neko novo objavo, da jih povabimo, tukaj pa zdaj poglej nekaj novega, če imamo neko orodje, da jih povabimo, da pogledajo to orodje oziroma ga uporabljajo, mogoče kakšne izzakulisje zadeve in tako naprej. Skratka, vsebine tukaj, ki potem vodi na spletno stran, je lahko cel kup, pomembno pa je, da jo torej mi dejansko tudi izkoristimo. Potem četrti vir, ki ga lahko uporabimo za povečanje obiskanosti naše spletne strani, je pa plačljivo oglaševanje. Torej, lahko je plačljivo oglaševanje na Facebooku, torej Facebook oziroma na Meti, torej Facebook, Instagram, lahko je plačljivo oglaševanje na Google ali pa na YouTubeu, tudi na LinkedInu, Pinterestu, pač odvisno, kje smo mi prisotni oziroma kje so naše idealne stranke, se splača definitivno pretestirati, kje imamo najboljšo konverzijo oziroma kje imamo, po domače povedano, najboljše rezultate. Ampak tudi seveda teh plačljivih kampanj ni za zanemarjati. Fino je, pač idealno z strokovnjakinjami, ki sem se jih jaz pogovarjala, ki se ukvarjajo z plačljivim oglaševanjem, mi zmeraj sem dobila zelo podoben odgovor in sicer to je, da bi v bistvu mi skozi morali imeti, je fino, da bi imeli v ozadju vklopljeno neko oglaševanje, da si nastavimo neko zimzeleno kampanjo, to ne pomeni, da pač ne spremljamo, pa optimiziramo, pa zamenjamo oglase in tako naprej, seveda to vse delamo, ampak da v bistvu zmeraj imamo neko kampanjo, tudi če to ni zdaj, da nekaj skozi prodajemo. Mogoče bo to kampanja, da polni našo email bazo ali pa za naše to napredno darilo 2.0, ki potem naravno vodi naprej. Zakaj je to zelo fajn? Zaradi tega, ker če je nekdo torej hladni skeptik in mu mi ponujamo skozi oglaševanje neko višje cenovno ali pa srednje cenovno zadevo, bo verjetno te oglase zelo težko prodati oziroma pridobiti preko njih kupce oziroma stranke. Ne govorim, da je nemogoče, je pa definitivno zelo težje, kot če mi uberemo drugo pot in ponudimo tem novim hladnim skeptikom nekaj brezplačnega, kar si želijo, ker bodo dobili ogromno vrednost in jih potem skozi to brezplačno ponudbo peljemo naprej. S tem bodo zagotovo naši oglasi oziroma pridobivanje leadov oglasi torej cenejši, kar je definitivno, verjamem, da za marsikoga super in pa seveda bolj privlačno za to, da si zgradimo tudi celo listo, za to, da gremo korak naprej oziroma da smo bolj učinkoviti tudi pri oglaševanju. Tako da definitivno
priporočam, jaz še zmeraj delam na tem, da bi vzpostavila sistem rednega oglaševanja, pa priznam, da mi še včasih malo zmanjka, ampak vedno potem, ko se lotim in si zadam, letos sem si sploh zadala, ne, da je neka kampanja zmeraj v ozadju, ki gradi mailing listo, ki gradi obiskanost spletne strani in zmeraj so potem tudi fantastični rezultati. Tako da to je glede plačljivega oglaševanja, potem pa je še 5. zelo, zelo pomemben vir, ki pa ga večino podjetnikov pa podjetnic, sploh ki delujejo online, ne izkorišča, ima pa nore rezultate. Ravno prejšnji teden, sva z eno stranko postavili noro strategijo. Zdaj, kaj več ti ne moram povedati, zaradi tega, ker pač še ni live in upam, da bo za to, da mogoče posnameva kakšen intervju oziroma da posnameva tudi, kakšni bodo rezultati in bo sama delila več. Definitivno pa so postavili v bistvu super strategijo, kako pridobivati ne samo obiskovalce, ampak tudi stranke, priti pred novo občinstvo z občinstvom v živo, oziroma da gremo iz sveta online, se prestavimo, če temu tako rečem, v offline in si postavimo recimo neke kampanje, kjer lahko na primer pridemo v živo, torej v kontakt z novimi potencialnimi strankami. Kako to naredimo? Da najprej v bistvu identificiramo, kje se naše idealne stranke nahajajo, pri katerih recimo komplementarnih podjetnikih pa podjetnicah. Mogoče je to frizerka, mogoče je to ne vem, karkoli pač je v tvojem poslu, mogoče je to kakšna specifična trgovina. Skratka, kaj je tisto komplementarno, kar bi lahko pomagalo in potem mogoče naredimo za njo nek letak. To ne pomeni, da je samo promocijsko, ampak da so tam recimo neke super informacije, ki jih bo ta, ne vem, če recimo rečemo, da je naša komplementarna je frizerka, da bi ta frizerka z veseljem svojim strankam delila tudi ta letak. In s tem lahko nekdo drug v fizičnem svetu tudi deli naš posel, če ga seveda pravilno zastavimo. In tukaj je potencial ogromen. Mogoče bom kdaj, če bom imela dovoljenje od te stranke čudovite, posnela tudi kakšen video, kako sva za njo postavili sistem, ali pa bo mogoče celo sama povedala. Tako da ta in-person traffic, torej v promet v živo, torej v offline svetu, v online svet, je priložnost, ki jo lahko izkoristi čisto vsak podjetnik pa podjetnica danes. Tako da upam, da ti pomagalo teh 5 virov. Ful bom vesela, če spodaj v komentar zapišeš, česa oziroma kateri vir želiš vpeljati najprej in kdaj bo zaživel. Tako da, jaz ti želim veliko uspehov in se vidimo naslednjič. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.